studio. Pozdravljena. Malo ste me presenetila, ampak zadeva je zelo enostavna. Dobrodošla na mojem delovnem mestu, kjer tukaj sem že 10-11 let in že od samega štarta, še kaj je bila okolica malo drugačna, sem je tukaj en majhen kotiček, kjer sem neprestano pisal svoje misli in svoje komade v zvezke in sem samo treniral najprej enih 5 let. Potem smo pa šele začeli komade snemati in izdajati in tako naprej. Kje pa dobiš navdih? Po celem svetu. Na nek način lahko je to naravni navdih, lahko je to navdih kakšnega prijatelja, lahko je to navdih kakšne nepravične novice, katera me dobesedno prezadane in potem vse to vpliva na moje ustvarjanje. Kjer je pa tvoj najljubši reper? Moj najljubši reper, Mohamed Ali, ki je bil tudi bokser, ampak je ful dobro repel, ker je imel iskrene... Koliko ti je, ne? Bravo, legenda, superca. Koliko časa pa recimo preživiš v studiu? Jaz? Pa zdaj zaenkrat je tako zelo hiter, ker jaz nisem tip MC-ja, katerega mogoče vidite po televiziji, ki pride v studio in potem v studiu dela vse drugo, razen da bi snemal komade in naberal novo informacijo. Jaz, ko pridem v studio, pridem z namenom, da posnemam nekaj in to tudi naredim. Tudi če grem v trgovino, pridem z namenom, da bom nekaj kupil. Ne hodim v trgovine samo zato, da bi se tam sprehajal. Isto je tako z muziko. Kjer je pa bil tvoj največji koncert? V bistvu največji koncert si ljudje predstavljajo, kjer je bilo največ folka. Ampak jaz si to malo drugače vzemam, jaz gledam zmer po vzdušju. Enkrat se spomnim, ko sem bil na Koroškem, smo bili zmenjeni, da bomo igrali 45 minut, ampak ljudje so bili enostavno toliko navdušeni, ta mladina, ki se je tam zbrala, na nek način me je držala še 1 uro tam in je bilo ono tako, wow. Ampak nikoli ne smeš gledati samo na številke, moraš gledati po vzdušju. Vzdušje je tisto, kar naredi koncert. Tako da to je to. A moraš imeti za repanje tudi posluh? Jaz mislim, da nasploh za življenje rabiš posluh. Ker če hočeš, da ti je življenje pesem, potem vsak človek ima ritem, vsak človek ima posluh, samo pri enih je malo bolj izrazit. Za sebe ne moram reči, da imam neki kao ful dober posluh. Jaz lahko samo rečem, da rad poslušam glasbo, rad pojem, rad igram nogomet, zato je tudi potreben ritem. Kaj že gledaš, pumc, pumc. Škoda, ker nimam žoge, da vam to demonstriram. Se pravi, ni človeka, da ni probal zapeti pod tušem. When the sky fall in tako naprej, ampak okej, vem, da nimam dobro posluh za pet, ampak kaj pa še to še zmer ne pomeni, da ne smeš pet. Tako da delaš tisto, kar te veseli, dokler drugim ne škoduješ in je to, svet je lep. Kako pa nastane komad? Ponavadi zelo enostavno, recimo, če improviziram zdajle na hitrico, ker ste me glih najdali tukaj, kjer ste me najdali, jaz prijem ponavadi na šiht in takrat, če recimo res dolgčas, ponavadi vzamem kuli v roke in začnem pisati, si spustim eno podlagco, da improviziramo, si dam tak majhen zvočnik, da ne motam okolice in začnem pisati občutek, kater me je pripeljal do tega, recimo, ne. Gremo po vrsti, kemik imam v prstih, srce bije v prsih, zbudil se od mrtvih, zaljubil se v prvi napisani kitici, verzi so strupeni, želje spolnem zlati ribici. Nisem hodil v kino, film imel sem pred blokom, računalnik bila je tujka, družil sem se s folkom. In še danes se družim s folkom, nabral kaj za mečko sam, raj se furu z golfom in tako naprej, ne. In pišem samo tisto, kar mi pade na pamet in tako se na nek način rojevajo moji komadi. Tako da to je to. Še bolj enostavna zadeva je pa recimo zdaj, če bi imel ti kakšno idejo. Ne vem, lahko nekaj v športu. Recimo zdaj, če dava za primer, vzamem novo stran, napišem recimo šport. Dam klicaj, si spustim beat. Pazi zdaj. In jaz začnem tako pisati, ne? Imam ritem in pol. Žal, spomnim se cajta, ko sem prišel dol pred blok. Prijatelj me je vprašal, kjer se gremo šport. Basket ali pa nogomet, takrat ni mi bil blizu rap. Zato sem hitro vzel žogo in podal jo tebi. Igrat 1 na 1 in če ti je dolgčas, vzameš telefon, pokličeš frenda.
evo mene blizu, pokliče ostale, če je bil dež, šli smo v kanale, ne relevantne. Ok, tako naprej. Pač tako nastajajo komadi, ne? Samo da so malo bolj... Jaz se tega ne bi mogel spomniti tako sproti. Ja, jaz sem tudi tako na začetku mislil, da se ne bi mogel spomniti tega tako sproti, ampak to je bil samo pač hec in potem vaja dela mojstra, trening pa legende. To je čista resnica. Se pravi, ne pozabiti, fantje in punce, vaja dela mojstra, trening pa legende. Me je veselilo, da ste se oglasila, hvala za obisk. Jaz sem zdaj na malco, 1 jabolko na dan, prežene zdravnika stran. Drugače pa povejte okoli, kako nastajajo komadi mnogi. Vi imejte se lepo, glejte, dajo Fircologi.